Vsi si včasih želimo pobegniti v drugi svet, kjer se lahko učimo skozi igro. Tega se zavedajo tudi dijaki na srednji poklicni tehnični šoli Murska Sobota, zato so razvili aplikacijo v virtualni resničnosti za spodbujanje algoritmičnega razmišljanja z blokovnim programiranjem Odin VR. Menim, da je aplikacija za uporabo dijakov, osnovnošolcev in vseh mladih dober korak za vstop v svet programiranja. Algoritmi niso samo v programiranju, ampak so tudi način reševanja problemov v vsakdanjem življenju. S to aplikacijo lahko to spoznamo na zabaven in interaktiven način in spoznamo tudi, kako računalnik razmišlja in kako se ukazi izvajajo v določenem zaporedju. Torej, ko naši novi dijaki pridejo v prvi letnik katerakoli izmed naših strokovnih izobraževanj, se pojavljajo problemi z logičnim razmišljanjem. V ta namen smo razvili aplikacijo, s katero bi to popravili. To se ne dogaja le v smerih elektrotehnik, računalničar, temveč tudi v strojništvu. V tretjem letniku, ko se srečujemo z robotiko, je to zadeva, ki pride zelo v poštev. V programu strojni tehnik bi dijaki z uporabo te aplikacije lahko skozi igro spoznali delo v programu Scratch. Na ta način bi lažje osvojili realne industrijske probleme v našem avtomatiziranem procesu učilnice. Aplikacija ponuja mladim izjemno dostopen in zabaven način učenja algoritmičnega razmišljanja s pomočjo vizualnih ukazov in interaktivnega okolja. Vsekakor jo vidim kot odličen pripomoček pri neformalnem in formalnem učenju mladih. V elektrotehniki tudi programiramo logične krmilnike. Ta aplikacija mi je pomagala boljše razumeti algoritmično razmišljanje, katero bom tudi kasneje v praksi uporabljal in bo bolj razumel. Preizkus VR aplikacije mi je bil izredno zanimiv, še posebej zato, ker sem se zdaj prvič uporabila ta očala za virtualno resničnost. Aplikacija je intuitivna za uporabo, podpira logično razmišljanje ter na koncu seveda, kar mora biti v vsakem elementu učenja, seveda je na koncu prisotna nagrada. Aplikacija mi je pomagala razumeti, kako delujejo algoritmi. Ko sestavim ukaze in vidim, kako delujejo, si lažje predstavljam reševanje problemov. Aplikacijo sem preizkusila kot laik, ki ni z računalniškega področja, in pa seveda tudi kot starejša oseba, ki v prostem času ne igra igric. Aplikacija je za uporabo zelo enostavna, po nekaj kratkih navodilih točno veš, kaj moraš početi, predvsem pa mi je všeč kot anglistki, da se v meniju da nastaviti jezik iz slovenščine v angleščino. Igra je odlična. Mislim, da zelo spodbuja učenje skozi igro in me motivira, da na vsakem poligonu dobim tudi 3 zvezdice. Aplikacijo sem imel priložnost preizkusiti. Zdi se mi zelo enostavna, še posebej mi pa všeč to, da so uporabljene najnovejše tehnologije, katere so trenutno na trgu. Prav tako pa je odlično, da je razvita se strani dijakov iz srednje šole. Najbolj mi je všeč, da se lahko učimo tudi skozi igro, da ni samo teorija, ampak lahko najdemo različne strategije in pravo pot do cilja. Aplikacija pokaže, kako se da s sodobno tehnologijo in nekaj kreativnosti približati programiranje tudi tistim, ki so nevešči in se želijo lotiti logičnega reševanja problemov. Naš IT oddelek je bil navdušen nad tem, kako aplikacija uvaja ključne koncepte logičnega razmišljanja v virtualno okolje. Izkušnje v tej aplikaciji mi res spodbudijo željo, da se vrnem v srednjo šolo. Veseli me, da bo dijakom v prihodnosti na voljo takšen inovativen način poučevanja.
Aplikacija ima širok spekter uporabnikov, med katerimi so tudi najmlajši, ki se bistveno hitreje in lažje spoprimejo z osnovami logičnega razmišljanja in posledično tudi programiranja v takšnem 3D VR okolju, kar opažam tudi sam pri svojem otroku, je živa aplikacija, se nenehno dopolnjuje in izboljšuje. Zanimivo je, kako lahko vizualno spremljam, kaj se dogaja s programom. Takoj, ko robot izvede algoritem, lahko vidim, zakaj je prišlo do napake in kako jo popraviti. Pri pouku smo se učili algoritme s pomočjo diagramov poteka, ki sem jih težko razumel. Ta aplikacija mi je dala boljšo vizualno predstavo o izvajanju ukazov in razumevanju zanj. Smo skupina dijakov, ki smo razvili VR aplikacijo za spodbujanje učenja algoritmičnega razmišljanja. No, zdaj pa vedno nekaj povejte o samem razvoju. Da bi popestrili izgled aplikacije, smo v Blenderju razvili svoje 3D modele in teksture. Ko pa so bile teksture narejene, pa smo jih stavili v programsko okolje Unity, nato smo sestavili poligone in nato še spisali skripte z programskim jezikom C#. Zdaj, sama ideja je izhajala iz tega, da smo želeli pripraviti VR aplikacijo. Potem smo se pa osredotočili tudi na področje računalništva, programiranja in iskali neke ideje, kaj bi lahko to bilo. Potem pa pri pouku tudi, ko novi dijaki zakorakajo v svet programiranja, uporabljamo diagrame poteka in se je pojavilo kar nekaj težav z razumevanjem zank in podobno. In smo razmišljali, če bi bilo možno, da bi razvili neko aplikacijo, ki bi s pomočjo igre spodbujala uporabnika k razumevanju teh osnovnih principov programiranja. In tako se je v bistvu rodila ideja za to blokovno aplikacijo z blokovnim programiranjem, ki pa danes zelo hitro raste. Najtežje v razvoju je bilo zajem in izvrševanje ukazov, nato pa še izdelava pogojnega stavka ter zank. Definitivno najboljše pa je bilo to, da ko smo prvič preizkusili aplikacijo, je osnovno funkcionalno že delovalo super. Največje preglavice so povzročili programski hrošči in pa tudi profesor, ker mu nikoli ni zmanjkalo idej. Na začetku je bilo največja motivacija, da sestavimo osnovni poligon, ki je res zelo hitro že deloval. Potem pa je bil sam izgled zelo katastrofalen, zato smo se lotili izdelovanja 3D modelov. Nato pa se je začelo nekako takole. Imeli smo še 2, 4, 8 novih idej, ki smo jih že vključili v aplikacijo, in pa iz dogovorjenih 20 stopenj smo danes že na 60 različnih stopnjah, tako da res aplikacija zelo hitro raste, s tem tudi povečujemo težavnost, da je skozi igro vidna progresivna težavnost, torej da tudi naprednejši uporabniki imajo v tej aplikaciji možnost nekih izzivov in novega učenja. V tem projektu nam je bila dodatna izkušnja, da smo izkusili delo v ekipi. Zelo pomemben del samega razvoja pa predstavlja tudi profesor, saj nam je vedno pomagal, nam dajo nasvete in tudi sam testirajo razvoj aplikacije. Taka aplikacija je tudi zelo dobra referenca za prihodnost. Res je zanimivo dejstvo, da je aplikacija na začetku predstavljala en šolski projekt. Skozi ta razvoj pa smo ugotovili veliko pozitivnih lastnosti, ki jih aplikacija omogoča. Zato definitivno že v naslednjem šolskem letu želimo aplikacijo vključiti pri pouku osnov programiranja. V prihodnosti pa definitivno aplikacijo razširiti tudi med osnovnošolce in širše po Sloveniji.